Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo obširneje osredotočili na zgodbo dveh podjetij. Novomeške Adrie Mobil, ki ima za sabo pol stoletja delovanja, ter brežiške Komunale, ki kot občinsko javno podjetje deluje 3 leta in izvaja gospodarsko javno službo brez izgube v poslovanju. Najprej pa k enemu od večjih paradnih konjev slovenskega gospodarstva, kjer so gostili več kot 350 najpomembnejših kupcev in predstavnikov medijev iz vse Evrope. Večernega dogodka pa se je udeležilo več kot 800 poslovnih partnerjev iz Evrope in sveta. Svoboda v gibanju, svoboda duha, svoboda občutkov. 3 alineje, ki najbolj plastično ponazarjajo 50-letno prehojeno pot novomeškega proizvajalca vozil za prosti čas. Adria je danes močnejša kot kdajkoli prej. Svojo moč črpa iz 50-letne proizvodne tradicije in odličnega tržnega položaja, je na mednarodni novinarski konferenci pred dnevi poudarila generalna direktorica Sonja Gole. Novomeško tovarno je obiskalo več kot 350 ključnih Adrijinih trgovcev in distributerjev ter predstavnikov medijev iz večine evropskih držav. V minulih 5 desetletjih je Adria šla skozi različne faze, od rojstva v letu 1965 prek izrazite rasti v 70-ih, obdobja zrelosti v 80-ih, ponovnega rojstva v 90-ih letih prejšnjega stoletja do iskanja novih priložnosti po prelomu tisočletja. Lani so tako prodali prek 8500 avtodomov in prikolic ter več kot 1000 počitniških hišic. S tem je skupina ustvarila skoraj 250 milijonov prometa in poslovno leto zaključila z dobičkom preko 10 milijonov. V primerjavi z letom 2013 to pomeni rast 6% glede količine in celo nekoliko več, ko primerjamo promet. Blagovna znamka Adria v minulem letu 4,5% rastjo števila registriranih počitniških vozil dvignila svoj tržni delež na 6,2% na evropskem trgu karavaninga. V letošnjem letu pa smo zadovoljni z trendom, ki ga nadaljujemo, torej povečevanje tržnega deleža in trenutno beležimo 6,5% tržni delež skupaj na programu prikolic in avtodomov, kar pomeni 3% rast v zelo kratkem obdobju, kar je dobra popotnica za naprej. Prva dama družbe, ki jo neprekinjeno vodi 19 let, svojega poslovnega in siceršnjega optimizma ne črpala iz letošnjih kazalcev poslovanja, ampak tudi iz dejstva, da je v prvem kvartalu letošnjega leta evropski trg počitniških vozil pokazal rahlo okrevanje, kar se odraža tudi v 3,5% povečanju obsega registracij v preteklem 12-mesečnem obdobju. V poslovnem načrtu za letošnje leto imamo predvideno rast 5% oziroma preko 9000 enot proizvodnje, kar pomeni tudi potrebo po dodatnih delavcih in že v letošnjem letu smo zaposlili 50 novih sodelavcev. Trenutno je dosegamo realizacijo nad planiranim nivojem, kar pomeni celo skoraj 20% rast, vendar smo pri tem previdni in skušamo biti realni. Trg v letošnjem letu ne napoveduje pomembne rasti, ampak stabilnost in do konca, skratka v letu, predvidevamo, da bomo realizirali cilj 10% rasti glede na leto 2014. V minulem polstoletnem obstoju je Adria prodala več kot 500 000 počitniških prikolic, dobrih 70 000 avtodomov in vanov ter skoraj 10 000 mobilnih stanovanjskih enot, kar jih danes uvršča med prve 3 v Evropi. Med strateškimi cilji sta povečanje tržnega deleža in umestitev blagovne znamke Adrie na trgih izven Evrope. Adria jutri pomeni, da bomo še naprej usmerjeni v, bi rekla, naše 4 strateške cilje, torej rast nad rastjo trga,
širitev na nove trge izven Evrope, torej postati globalno podjetje, in v naslednjih 5 letih ocenjujemo oziroma imamo cilj doseči 7%, povprečno 7% tržni delež v Evropi. Nastopamo v Avstraliji, odprt imamo velik projekt na Kitajskem, prodajamo v Korejo, Izrael, Japonsko, se pravi, želimo se širiti še naprej na nove trge. Tudi v prihodnje bo glavna usmeritev produktni razvoj, odličen dizajn in še dodatno krepitev servisnih storitev za številne kupce. Mi veliko delamo tudi na projektih za jutri, na projektih, ki še ne bojo prišli danes na trg ali pa jutri, ampak v bližnji prihodnosti. Veste, da energija je ena najpomembnejših, veliko je govora o avtomobilski industriji, kako ozračje obdržati, ga ne onesnaževati. V tem smislu imamo tudi mi veliko možnosti vpliva. Predvsem gradimo na lažjih materialih, lažjih konstrukcijah in pa seveda sami aerodinamični obliki. Danes veste, da se avtomobilska industrija dela zelo veliko na avtomobilskih, na električni pogon, na hibridih in temu bo sledila tudi naš razvoj, naša industrija. V sklopu praznovanja 50-letja obstoja so v Novem mestu mednarodni javnosti primerno prikazali novosti za sezono 2016, ki vsebujejo nekatere najnovejše tehnološke rešitve, s katerimi naj bi bili znova korak pred konkurenco. Ja, za sezono 16 zaključujemo 3-4-letni razvojni cikl izdelkov, tako da dopolnjujemo našo ponudbo z 3 novostmi v bolj nišnih segmentih. Na prikoliškem programu je to sigurno družinska prikolica Alpina, ki ima uporabno vrednost za celo sezono in namenjena večinoma skandinavskemu trgu. Na avtodomskem programu pa uvajamo dva produkta, nov Alkoven, imenovan Coral XL, za novo zunanjo podobo in notranjo funkcionalnostjo, in pa nov Kompakt, spravo malo manjši, ožji avtodom z novim dizajnom tako znotraj kot zunaj. Ob 50-letnem jubileju pa so naredili tudi omejeno serijo vozil iz tako imenovane srebrne kolekcije. Tukaj smo izbrali res jagodni nabor najboljših produktov, tako v avtodomih, venih in prikolicah, se pravi najbolj idoče modele in model srebrno barvo, zato se tudi imenujejo Silver, in poleg tega pa dodali veliko funkcionalnosti in opcijske specifikacije, ki sedaj del standardne cene. Odlični poslovni rezultati Adrie omogočajo, da ima pri nas že desetletje pod svojim okriljem edino profesionalno kolesarsko ekipo. Kolesarski klub ponosno nosi ime Adria Mobil in v svojih strateških usmeritvah in filozofiji udejanjanja klubskega življenja nosi v sebi enake ali iste vrednote kot Adria Mobil. Skratka, razvija talente, športnike, vzgaja v profesionalne kolesarje in bistvo je to, da se meri na evropskih oziroma svetovnih trgih. To je, bom rekla, enako kot Adria Mobile in ponosna sem, da kot predsednica lahko ugotavljam, da po 10 letih, odkar resnično intenzivno peljemo to zgodbo v kolesarskem klubu, so rezultati takšni, da zmagujemo tur dirke v svetu. V počastitev 50-letnega jubileja so na velodromu v Češči vasi postavili muzej na prostem, v katerem so po idejni zasnovi industrijskega oblikovalca Georga Gedla prikazali razvoj počitniških prikolic in avtodomov. Gedl je v 50-letni zgodovini razvoja zasnoval in oblikoval nekatere ključne produkte, od prikolic do avtodomov. Med njimi je bila tudi najbolj prodajana prikolica v vsej zgodovini Adrie, 450 kul. Je bilo zelo priljubljen model, posebej v Franciji, in dobesedno bil to prvi taki poskus aplikacije avtomobilskega dizajna, procesa. Znači, idejne skice, maketa, prototip, gotov izdelek. To nekako sem poskusil iz tega, kaj sem v BMW, v Audiju se naučil dobesedno aplicirati takrat v BMW-u in mislim, da smo kar uspeli.
Še danes dejavno sodeluje pri oblikovanju in nastajanju Adrijinih produktov. To, da so v zadnjem obdobju korak pred drugimi, je po Gedlovem mnenju odziv na dogajanje na trgu, ki te prisili, da ustvariš kaj novega. Zmeraj konkurenca tudi ne spi. Nove produkte razvija, novi dizajni, nova grafika, novi interjeri in seveda je bilo odločitev, da bi se potem, obseg je bil velik, da se angažirajo zunajni oblikovalski biroji. Tako imamo na področju prikolice Gigo Design, na področju avtodoma Design Kvadra iz Nemčije, ki delajo svoje produkte in debesedno jaz sem nekako v ozadju, ko nekako to opazuje. Je pa, moram reči, da mi je ostala ena poslastica, ena taki cukrček, to je pa Van GT. Ena posebna tuning izvedba, ki je še zmeraj nekako rekel, moja ideja ratala in ga še zmeraj, zdaj smo izdali drugo generacijo in se ukvarjam s tem, da maksimalno iz avtomobilskega področja apliciramo na ta produkt, da bude nekaj posebej in da Adria tudi pokaže, da lahko delamo nekaj tudi čist vanserijskega. Praznovanje pol stoletja novomeške Adrie Mobil se je v večernih urah nadaljevalo z gala prireditvijo na Otocu, kjer so izbrani povabljenci spoznali bogato zgodovino podjetja in doživeli ekskluzivni vpogled v njegove prihodnje izzive. Številka 50 za Adrio ni navadna številka, gre za neskončno število zgodb, spominov, dosežkov, upanj. Today, Adria brand name is considered as one of the best in the caravaning industry. Even more so now that we have become a global trademark already known in 3 continents. Eminentni gosti iz Slovenije in tujine so se bili enotni. Adria je prava zgodba o uspehu. Jaz mislim, da je Adria res prešla čez različne faze in da je v bistvu v najtežjih trenutkih najdla rešitev, predvsem to, da se ni ustrašila izzivov, inovativnost, vlaganje v ljudi, v ideje, da je v bistvu neka zgodba, ki je lahko tudi za Slovenijo, predvsem to, da imaš idejo, izpelješ, verjameš v to idejo in pa predvsem vlagaš v zaposlene. Ne more biti samo vodstvo, podjetje lahko peljejo samo vsi skupaj in tukaj je Adria zmogla, kar nekateri drugi niso. Ja, jaz mislim, da Novo mesto mora biti ponosno na Adrio. Adria je na vseh cestah Evrope, na vseh cestah sveta. Zdaj grejo na Kitajsko, grejo v Avstralijo in tako naprej. Tako da blagovna znamka, ki jo nosi Adria po celem svetu, je seveda ponos Novega mesta. Jaz upam, da bomo z Adrio naredili še veliko skupnih zgodb, tudi močnih družbenih, mogoče promocijskih zgodb. Ene ideje že delimo. Vidim, da Adria dela zgodbe, Mestna občina Novo mesto dela zgodbe, tako da mislim, da smo zdaj na isti frekvenci in če bo občina tako uspešna kot Adria, potem je za občane to lahko res svetla prihodnost. Moj vtis je, da živite v fantastični državi in da je Adria pripravila čudovito proslavo svoje obletnice. Za naše dobavitelje je bilo zelo impresivno, da vidijo tovarno, kako dobro je vse organizirano in kako lepa je vaša država. Zaradi svojega uspešnega in zglednega večdesetletnega dela je Adria na prireditvi prejela številna priznanja. Priznanje za njen prispevek k gospodarskemu razvoju naše regije, tudi zaradi svoje izvozne usmerjenosti in pa seveda zaradi svojega dosežka na globalnih trgih. Saj vemo, kakšne rezultate dejansko dosega na severu Evrope, kakšne rezultate dosega tudi v drugih delih Evrope. Večinoma je vedno med prvimi 3 v svoji branži. Najprej pomeni zelo kredibilnega in družbeno odgovornega delodajalca. Potem pomeni tudi to, da v Sloveniji imamo še vedno odlična podjetja. In nenazadnje Adria predstavlja tudi veliko oporo pri tem, ko kreiramo neke razvojne načrte. Namreč pozabljamo to, da je za uspeh potrebno imeti strategijo, ta se začne z neko vizijo, da je zato potrebno imeti tim, da je zato potrebno tudi sodelovati, se pravi pogovarjati se, iskati skupne rešitve
in Adria s svojim delovanjem in tudi svojimi uspehi simbolizira vse to. Seveda ima vsaka zgodba o uspehu za sabo uspešnega vodjo. Tudi v tem primeru ni nič drugače. Ja, jaz mislim, da ima Adria predvsem odlično vodenje. Da je direktorica Goletova res izjemna voditeljica, da ima izjemno dober tim okoli sebe, ki si ga je v bistvu sama, bom rekla, pripravila, naredila. Veliko od teh ljudi se je tudi šolalo pri nas, ona ima nekaj zelo visoko usposobljenih ljudi, predvsem pa velikih entuzijastov, ker znanje ni samo, ali pa niti ni najpomembnejše je, koliko si motiviran in tako naprej. Če uspeš na sila zahtevnem nemškem trgu, lahko uspeš kjerkoli in Nemci novomeško Adrio zelo cenijo. V Nemčiji imamo veliko lokalnih proizvajalcev in nemški potrošniki poznajo ta lokalna podjetja bolje. Vendar vedo tudi, da ima Adria odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Povečujemo število avtodomov, zdaj pa prihaja obdobje karavanov. Ti so v porastu, še posebej z novim modelom Adria Adora. And now I have the feeling it's the phase of the caravans. The caravans are increasing, especially with the new model Adora. Kako pomembna je za lokalno gospodarstvo in kako daleč seže njeno delovanje v tem okolju, pa je pravzaprav neizmerljivo. Glede, za lokalno gospodarstvo Adria pomeni izredno pomemben steber, na kateremu sloni kar velik del tudi ostalih podjetij v naši regiji. Nenazadnje ima regija svoje dobavitelje ali pa hčerinske družbe tako v Beli krajini kot v Šentjerneju, kot v Miranski dolini in zato je izrednega pomena ta kontinuiteta, ta nenehen razvoj blagovne znamke. Zagotovo tako uspešnim podjetjem izzivom tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Prvih 50 let pa je lahko le odlična popotnica za nadaljne uspehe. Jaz si želim naslednjih 50 ponovno tako prireditev, da je v vrhu, ostane tam in da bo še veliko kreativnih, novih idej in da bo nam vsem omogočala na nek način to svobodo, ki jo si tako želimo preko svojih proizvodov. Mogoče je zdaj danes težko verjeti, ker smo v Evropi, ampak včasih je bilo težko razvijati v Jugoslaviji izdelke za tuji trg, zahodni, ki je bil zahteven tako, kot je danes, še bolj. Osebno se počutim zadovoljen, ker je del uspeha je tudi tukaj, ampak ne bi se ravno s tem hvalil, ker to je bil tudi moje delo. Tukaj sem tudi penzijo zaslužil. Bil sem pa dejansko od leta 67, celih 40 let pa 6 mesecev. Želja Adrie je, da v prihodnjih 5 letih postane najboljša znamka v Evropi v svoji panogi in da prodre na nove trge Kitajske, Avstralije, Japonske in Koreje. V Komunali Brežice poslujejo pozitivno in so lani s 77 zaposlenimi ustvarili 58 tisoč evrov dobička. Številne akcije osveščanja so pripomogle, da več kot polovica odpadkov zberejo ločeno. Prav tako so usposobili lastno ekipo za odkrivanje okvar na vodovodu in s tem prihranili precej denarja. Komunala pa letos začenja upravljati tudi zasebna stanovanja, potem ko je to doslej počela le s približno 150 občinskimi. V organizaciji izvajanje svojih storitev gradijo na zavezništvu z uporabniki, le tako je možno razvijati strategijo varovanja okolja, kjer dosegajo čedalje boljše rezultate, pravi direktor Aleksandar Zupančič. Tisto, kar nas odlikuje, so 3 stvari. Kot prvo je to, da se obnašamo kot gospodarska družba, ki deluje na trgu, čeprav smo javno podjetje, smo konkurenčni, inovativni, fleksibilni, prilagodljivi. Kot drugo, smo zelo inovativni pri obveščanju naših uporabnikov. Uporabniki so pri nas na prvem mestu, z njimi se pogovarjamo, jih poslušamo, upoštevamo njihove potrebe. In kot tretje, v Komunali Brežice imamo res srčne zaposlene. Pridobili so certifikat družini prijazno podjetje. Pri nas verjamemo, da samo zadovoljni, srčni in motivirani zaposleni lahko dobro upravljajo svoje delo in tudi dosežejo, da so uporabniki zadovoljni.
Po izsledkih ankete je zadovoljnih prek 90% gospodinjstev v občini. Mi smo lani recimo naredili raziskavo, ravno s ta namen, imeli smo nekaj manj kot 700 anketirancev in ugotovili smo, da večinoma smo bili res pozitivno presenečeni, da je večina ljudi zadovoljnih. Ugotovili smo, da je recimo 4% od tega je bilo ljudi, ki niso zadovoljni in ki so pač svoje nezadovoljstvo izrazili. Vedno je bil na anketah tudi prostor, da so to lahko napisali in tako kot sem že prej omenil, mi se trudimo to izpolniti in potem tudi tem ljudem se približati, da bi tudi ti ljudje bili zadovoljni z našo storitvijo. V 3 letih delovanja je bila javna komunala zelo uspešna v ločenem zbiranju odpadkov. Tako leta 2011 je bilo takrat zbranih približno 22% iz ločenih frakcij izmed vseh zbranih odpadkov. V lanskem letu, torej v letu 2014, smo pa dosegli že preko 52% ločeno zbranih odpadkov izmed vseh zbranih odpadkov. Velik dosežek je tudi pri ločevanju oziroma pri zbiranju mešane embalaže, torej plastike, pločevink pa tetrapaka. In predvsem zato, ker smo leta 2013 uvedli nov način zbiranja z rumenimi vrečami. S tem so uporabniku olajšali ločevanje. In doma potem zbiramo te rumene vreče in od takrat torej se je poznalo kar precej pri zbrani embalaži, smo celo za 137% povečali te količine. Največ se pozna pri zbiranju biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in pa vrtnega zelenega odpada. Tam pa že skoraj 1200% povečanje zbranih količin od leta 2011 do 2014. Rezultati niso prišli sami od sebe. V začetni fazi so namreč veliko energije vlagali v obveščanje in osveščanje gospodinjstev s sestanki po krajevnih skupnostih. Veliko smo z ozaveščanjem, z večjo kontrolo in pa tudi z reorganizacijo odvoza dosegli, da je teh ločeno zbranih frakcij vsak dan več. To pa pomeni, da čim manj teh odpadkov potem odpeljemo na odlaganje v Novo mesto, na dodatno obdelavo in odlaganje na odlagališču Cerod. Če primerjamo številke med letoma 2011 in 2014, je celo za 1800 ton manj tovrstnih odpadkov odpeljanih na odlaganje. Žal na ravni države ni celovitega pristopa k problematiki in zato krajšo potegnejo občani, meni Frlan. Če bi se več namenilo pri zbrani embalaži, naprimer tudi izvajalcem gospodarskih javnih služb v občina, bi bil to napredek. Dosti nižje cene bi lahko dosegali pri ravnanju z odpadki in pa bolj gospodarno bi ravnali tudi z zbranimi temi odpadki. Zdaj je tako, da mora komunala zbrane frakcije brezplačno oddajati embalažnim družbam, te pa jih prodajajo predelovalnim podjetjem. Politika Evropske unije glede ravnanja z odpadki ni naklonjena sežigalnicam, temveč predelavi. Čez 2 desetletji naj sploh ne bi več potrebovali deponij za odlaganje. Večina komunalnih delavcev dvomi, da je tak koncept uresničljiv. Frlan pa skoraj verjame, da je to možno. Ker danes določena mesta že dosegajo zelo nizke odstotke teh mešanih komunalnih odpadkov, ki jih potem še obdelajo in pa odložijo na odlagališčih. To so predvsem znane strategije Zero Waste, ki se uveljavlja v Italiji, pa potem že pri nas nekaj mest, tudi Ljubljana, prestolnica, je šla v ta projekt. Tako da z velikim izločanjem odpadkov pa z dodatnim ločevanjem še torej pred odlaganjem lahko pridemo do zelo nizkega odstotka odpadkov, ki jih je potrebno odložiti. Vse ostalo pa se da uporabiti v neke koristne namene. Ker se je v brežiški občini nasplošno dvignila zavest o ločevanju odpadkov, se zdaj na komunali pripravljajo na občasno nadzorovanje oziroma preverjanje vsebine v zabojnikih za smeti. Predtem bomo še enkrat izvedli usposabljanje naših delavcev z internim šolanjem, da bojo natančno vedeli, kateri odpadek sodi v katero posodo. To je zdaj pred nami. Imamo pa že pripravljeno vso opremo, kar je potrebno za izvajanje te kontrole. Na terenu bomo izvajali kontrolo in opozarjali tiste uporabnike, ki pravilno ne odlagajo. Uporabniki bodo o prekrških obveščeni. Pripravili smo tudi nalepke na posodo, podobno kot imajo redarji za nepravilno parkiranje opozorilo, ki ga nalepijo na vetrobransko steklo. V ta obvestila bomo potem vstavili te vrečke, prilepili na posodo in prvič kot opozorilo. Naslednjič, ob naslednjem primeru, ker to evidenco bomo pač vodili ob kontrolah,
bomo pa že opozorili in zagrozili z inšpekcijo, potem pa predali zadevo inšpektorjem tam, kjer ne bo uspeha pri naših opozorilih. Komunala letno izvede vsaj 30 projektov za ozaveščanje otrok in odraslih. Za naše uporabnike smo pripravili revijo Komunalko, ki je tržno usmerjena, v bistvu ne bremeni uporabnikov dodatno. Za najmlajše so lani izdali ekoslikanico. To je pa bilo sodelovanje skupno z vrtci. Vrtec je pripravil eno pravljico, so napisali eno zgodbo, eno igro. Mi smo jo potem oblikovali kot pravljico. Gimnazija Brežice je poslikala, v bistvu otroci, dijaki gimnazije Brežice so poslikali to pravljico in potem za novoletna darila smo potem mi to pravljico izdali in delili otrokom o pomembnosti vode. To je bilo zaklad v vodovodnem stolpu in pač o pomembnosti pitne vode. Moram najprej povedati, da je vrtec institucija, kjer pričnemo z ozaveščanjem ljudi, takšnim in drugačnim, tudi z ekološkim. In ravno na tem področju sodelujemo tudi s javnim podjetjem Komunala Brežice d.o.o. Komunala sodeluje tudi z društvom Regrat, pobudnikom urbanih vrtov v Brežicah. Začelo se je lani ob dnevu zemlje, je povedal predsednik društva. Letos smo pa zasledili na internetu javni razpis Komunale Brežice, da iščejo partnerja pri pomoči izvedbe promocije in oživitve tržnice. Naši pa tudi cilji društva Regrat so pa tudi promocija in dvig samooskrbe lokalnega okolja. Povabili so nas na sajenje začimb v te urbane vrtove, kjer se zdaj nahajamo. Prikazali so nam tudi, kako nastane hotel za žuželke, kako nastane kompost in kako ločujemo odpadke. Pomembno je takšno sodelovanje v lokalni skupnosti, pravijo v vrtcu in v Regratu. Društvo bo v sezoni pripravilo 10 tako imenovanih dnevov tržnice. Minulega so posvetili špargljem in jagodam z okoliških kmetij. To soboto bo dan bezga s prikazom njegove uporabe v prehrani. Na tržnice pa malo kot še neko dogajanje, da se ljudje srečajo, da se povežejo, malo da spijo kakšno kavico in tudi se pogovorijo s pridelovalci, tako da se okolje povezuje. Kljub dobrim rezultatom je bila komunala pod drobnogledom svetnikov na izredni seji občinskega sveta, češ, da so se cene storitev preveč zvišale. Povprečna mesečna položnica za 4-člansko gospodinjstvo znaša približno 30 evrov in je med nižjimi v regiji. Svetniki so jasno izrazili pohvalo in podporo našemu delu, kar me je zelo veselilo, tudi naše zaposlene, ki so tam bili. Je pa prav v bistvu, da je ta skrb nad tem, mi smo javno podjetje in pač mislim, da je pravilno, da se svetniki zanimajo za poslovanje in da pač preverjajo, kje se da narediti, kaj se da narediti in dokler je v tem duhu, mislim, da je to vse super. V komunali tako optimistično zrejo v prihodnost. Toliko smo pripravili v tokratni gospodarski vdaji. Vabljeni v našo družbo vnovič prihodnji torek ob isti uri in na istem kanalu. Naših vsebin pa ne zamudite niti na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.